Danes bomo govorili o zgrabje, z nami je Perin Trinko Pirnuta Starčmuna, ki leta nazaj je pomagal skupaj z njega sina Daniele Trinko pripraviti telo razstavo o zgrabje v okviru projekta Zbor zbirk. Razstava je bila prijete postavljena na vrtača, in sedaj smo jo prenesli tle v Mašera, kjer je že muzej vrha Matajurja, kjer je kovačija, kjer je Velbena klijete, tako da imamo pogled na vse, kar se je delalo na Matajurju. Tako Perin nam pove do nas, kako je bilo življenje, kako so delali te grabje, kar on je bil majhen, to v vasi, in s kom, kaj se je nucalo za naprav te grabje, ko se jih je delalo in kje so se prodajali. Ja, Tarčmunska vas je bila poznana po vseh Nediških dolinah, ma ne samo v bližnji Sloveniji, do Polaškin. Zaradi, ki ljudje so delali grabje, vse družine na Tarčmune so delali grabje. Ma ne samo tisti, ki so se rodili tam, manj drugi ljudje, ki so prišli od zunaj, mi pride v glavo, recimo Bepu Dolodduša, ki je bil v Tamažu, oženjenci na Tarčmun, teh Matijecovin, je hitro se navadil grabje delati, lih tako po Jaku džil do Tazmarsena in prišel za zeta do Hvelentovin, in subit se je navadil delati grabje. Vse družine so delali grabje, in tu družine vse so pomali, kar je za tole delo. Seveda možje so imeli tebuji važne dela, ma tudi otrocane žene so pomale, žene in otroci so strgali grabišča, so rezali na fino cveke, in vsi so nam malo pomali za tole delo. Tole delo je bilo nareto po zime, manj polijete, kar je bil daš, kar je bil mraz, kar je bil snijeh, zvečer, polnoč po hišah tu fuhlari, so prinesli vse rodje, cel fuhlar, a tu vsa družina je delala, vsak kar je znal, kar je mu, recimo. Ja, seveda za šafat material, vemo, da na Tarčmune se je naredilo tavžinte grabi. Tako se pravi, da za material ni bilo lahko, za lijes, recimo, za breh Tarčmunski ni imel zadost lesu, da bi vsi mogli delati. Tako vsak se je pomal tako, ki je mu. Jaz vem, mi smo imeli žlahto to v Čeplešiščeh, ta par Hucjovih, ta par Lahodnih, in oni kar so delali ta vhost, da so všafali ani sen, ali pa noreh, ali pa so nam zmeram pustili, kar so šli trebiti listje, po sanožeteh so vsekli grabišča, ali kar so všafali, so nam nimar prinesli. Ni bilo vse lih zadost. Jaz vem, sem bil majhen, sem šel z mojim tato, in 6 dni možem tle z vasi, smo šli cel prehod sijec grabišča, in cel dan so sekli grabišča, jaz sem jih pa zbiral tu fažine, sem moral biti nek 10 let, in ta zvečer so na njih pripeljali po mulatiru, dokar je bila mulatira, a to tu smo iznesli do Barca, in do Barc približno puno cenen je pripel s kamionem domov, cel tel kamion grabišč, ki smo bili zbrali to prehode, tam tel mož s Tarčmuna, ki je bil odsed mojega kunjada, je imel poznanje, in tako so nas nimar sparjeli z Vestua, kar smo šli po grabišča, seveda smo nesli 5-6 grabi za lon, in oni so nam še skuhali južno, in smo jeli ta par njihvic krat. Drus, vem, so hodilci v Starbico, vem, bolovani so imeli to v Starbici, ta par kašine, so imeli žlahto, tako da so hodilci po les, ker že tam so na debelo obdelali, recimo
kar se tiče čoje, so jih razklali, so jih potesali, že tam kašino vinmal, ne, a ta da je bilo lahnejš parnes domov, vse tole blahua. An vien so hodili še cel mijo sjed z hrabišča, a na to je bilo težko, kaj šankrat so spali hor, brez priče domov, težko je bilo, a večkrat je bilo parneseno vseh na ramanah, na posebno, cesta cena Taršmun je prišla 58. leta, a do takrat je moglo biti vse parneseno, potlej, kjek se je parpejalo, malenkost, za kaj koštalo parpejati. Ja, hrabje so bila ena velika pomoč, seveda, tada Taršmune so bili komet, po vsi rodejo, po brezijeh, so pardelali, no malo vsega, 3-4 krave, prasreta so bili, so pardelali puno blahama, tudi jih ni bilo, jih je bilo potreba vseh lih, zakaj seveda, takrat je bil fundjar, so govorili, je bila taka davka, taka taša, a za tiste placijat je korlo biti sude. Sudi so korli, če poljete si šel kupavat koso ali pa oslo za travosijec, sudi so korli za, kar si šel prase kupavat, za druge reči si mogla zameniti, sirek, so se zamenilo za jabuka in za kostan, ma praseha je korlo placijat, vem, kar je hodil do Špietra, Gilberto ali pa do Skrednja Šerčo, pobirat, gledat od luč, za je korlo placijat luč, no, tako da sudi so korlja, tale od Rabi bila na velika pomoč za ljudi, no, so preživeli no malo bojiš, tole delo je bilo nareto, tako kot sem predpravil, zvečer, kar je bila slaba ura, kar se ni moglo drugega delati. Ja, ni bilo težko prodati hrabje, povem resnico, so jih prodali lahko, morebiti so jih prodajali masa dobar kup, tiste ja, pero puno jih je šlo učudat, po tem kraju Velicega mosta, ta pred cerkvijo Svetega Martina za zastopice, a tu je bil tarh od hrabi, smo govorili, no, a ne Taršmunjem vsako soboto so imeli dol hrabje, so imeli dol hrabje, a tu so pa šli kupci od vse rode, ta z Gorice, ta z... Potlej vsak je imel njega poznanje okole, puno hrabi je šlo prodano, vse po naših vaseh. So delali fažine po 10 hrabi, so jih nesli v Marseille, v Ruonac, v Platac, v Kanalac, tu se je imelo poznanje. Recimo so jih nosili na tarh, kar je bil praznik Svetega Antona, toliko baride, ali pa tudi, kar je bilo Špietre za Svet Petar so nosili tudi hrabje na provodi dol, prodaje do Špietar. Hrabje prodane so goreli na drobno, hrabje so jih prodajali na debelo. Na debelo res, da so jih prodali po puno, po stojke. Recimo je bil dan kupac dosta mašonški, hodil s kamionan, a njih je povitstal žint hrabi na basu, vsak žlah je prišel. Drugač pa vsaka družina je imela kupce. Recimo moja družina jih je prodajala cel lučinik blizu Gorice. Tudi cel Fojdo, cena je bila kooperativa, ta v Fojdjan, cije smo prodajali hrabje. Se mislim, 76. leta sem jih bil peju cel Fojdo, 300 hrabi, cel kooperativo od Vasija, tukaj je bila. Drugač, hrabje so šle on, družina Holštein-Hachtova jih je delala cel Piemonte, jih je pošijala. Ma so bile hrabje naredeno malo drugače, so govorili na šprožo, a samo oni so jih delali, Holštein-Hachti so jih delali. Stric od mojega tate, Cirilo, jih je pošil v Latino. Je bil mož, ki je bil rojen ta sceni, mislim, šele se je klical Topatič.
Topatić, vsake leto takrat so bile kartoline postal, ker je prinesel postin kartolino postal, smo se smejali, vsake leto je bilo napisano Signor Cirillo mi mandi al più presto 50 rastrelli, oppure Signor Cirillo mi mandi al più presto 50 petinik, so bili hlodniki. Tako da on jih je imel, večkrat jih je imel že narejene hlodnike, za njih je videl, ali bo te hlodnike ali pa hrabje. Hlodnike je imel narejeno, hrabje je imel porezane, tako da jih je težko nasadil, in jih je nosil na trenu, da učudati, in so šli naravnost do Latino, tele hrabje. Sudi potle so prišli hitro in pošli sude, tel je bil mož zelo pravičen, smo se nimar zaupali, da ja, nije bilo problema. Moj pošil hrabja in je videl, da denar tu malo cajta pride hor. Ja, tako vsi so imeli njih kupce, vsaki prodaju je imel njeha poznanje, in tako da tu vas hrabje niso stajala. Mora biti, ljudje so jih prodajali, ja, smo bili naredi tako, naši ljudje so bili naredi tako, da kar so kupavali, so plačevali drago, kar so prodajali, so dajali pa dober kup, so pravili, da dan je bil nesel hrabje prodajati do čudat, in ta hor doma smo bili priporočili, da stojih dajati manjko 99 čintežmi, ker je prišel kupac dol in ta jih pogledal hrabje, ko so bile narejene za vse, so plačali vse glih, ne, če so bile lijevš ali slaviš, so bile drugače uredne. Tako da telemu smo bili priporočili, ne manjko 99 čintežmi, kar kupac mu jav frank, tel mož jav 99 čintežmi ali pa nič. Tako vsi so se smejali, nimar omestole riječ. So bili druge pravce, ja, za les so se ljudje malo antle, ja, kaj še njam kradu, no, telemu nemuvele in tovemu Mihulinu so mu bili ukradli drenje, in ker je bila procesija svetega Marka, je bil storu napisati Gospodu neko pismo po latinsko, da vsi so vedeli, da tel drenje bil zmanjko. So bile dne družine, ki so naredile več, dne družine, ki so naredile manj. Je bila ena družina na posebno na Taršmune bolovani, je bil ocean, so bili vsi snovi. Ja, to vas so bile dne družine, ki so delale puno hrabi, so bili bolovani, ki je bila prav fabrika od hrabi, je bil ocean, njeha snovi, so bili vsak njeha delo, dan je rezal hrabišča, dan je rezal jajesa, te druh je vardu, te tretje na bivu, so pravili, da kaj šankrat, kar so bili vsi, so naredili še po 5-6 tavžit hrabi, so pravili no leto, da so jih bili naredili še 7 tavžit. Ja, potle, kaj šankrat so naredili, tako so mogli, zak je bil tel bolovan v Tiziano, so pravili, da kar je imel potrebo sudu, je šel, je vsekel hrabišče, je vsekel dren, sarovo, in je nabil, in tad kaj je rivalo do čudade, bi pravila njeha sestra, da enkrat so mu bili do po brehu, kjer je stali na Jeronišče Arabije, so bili veletelcveki, zak je bilo, so se bili zašušili, in s kamana njih je bila nazaj zatukla. Ja, seveda, ni bilo nimar lepo narediti, kaj še enkrat so si gledalo samo zašlužiti. Na velika družina, tudi, ki je delala puno hrabi, so bili Holštejnah. Recimo, te zadnjih dela hrabje, ta na Taršmune je prav Giovanni Holštejnah, oni so bili, pa so delali hrabje zelo lepo, a zakan tato Giovannina je bil marinhon, parložan za vse, je delal, vse dela lepo, a tako da njeha sin Perin in Giovannin so delali zelo lepe hrabje. Hrabje, tele so dveh sort hrabje. Hrabje domacije in hrabje laške. Hrabje domacije so tele, ki imajo samo nasotno palco, celo. Hrabje domacije so bile naredene malo levš, hrabje domacije
so imele zmeran hlonik bi bil tel, orjeh. Rabije domacije so bile naredene malo levšku, tiste laške je furkjač bi bil tle, vidite, tel je furkjač, ki ima je prerezan ta na sredu nasod. Rabije domacije so bile orjehove, nimar orjehove, so morali biti lepo naredene, so bile za ljudi, so jih klicali domacije, pravzaprav so bili za ljudi, za žlahto, za tisti, ki so živeli po naših vaseh, ki si moral dati te najboljš, lijes, te najboljš, so morali biti lepo naredene. Tako da hlonik je bil orjehu, zobije, ki mi jih kličemo cveke, so cveki, so bili nimar drenovi, dren je te najbolj tat lijes, tkajkih je, a ne, težko da se zlom, podle če se zlom, se mora tudi preluvaš, nije problema za tiste. I sedove in veče so bile laške hrabije, se jih je delalo več part vozi sene, za koreha nije bilo dost. Hrabišče je lijeska. Kaj še kar tanko stanjove, ma zaki lijeska? Zaki lijeska je zrastla hitro, ravno, tu par let hrabišče je bilo že veliko, se je lahko vleknilo, če njih je bilo malo krajovjesto, so hadjeli cel lekavnico, ki bi bila tist kovtov, ki bi tata v piču, a na to so ga naleknili, za da je bil, da je ratalo buj ravno. Eko, za hrabje narediti, delo je bilo duho, za ki je korlo parnesto prvo, da mu čoje, ali orjehove, tako smo jali, ali pa i senove, če je bil, kaj še kar javar so naredili. Čoja je imela biti razklana, s kiro, am potle potešena pa z ročnico. Ročnica je ena skira, bi kratka, nasejena kratka, ki bi bila tale, če se vidi, no, bila potešena z ročnico, kar tel ploh je bil potesan lepuja, potle so ga zasanjali z lapežan, an vežahal na debelo von ihesa. Ihesa potle so bile, morali biti vse porezane ta na bab, an kar je bilo lepo porezano, se je ujelo ihuo tuškofa, a na to zhrabankan, hrabanjak je zavartat, ima an svedar 7 mm debel, an so ga zvartali z hrabanjakan. Seveda je bila mera za kan cveke lijet. Predku zvartat je korlo zasanjat, ona ihua, ki je zvartat. Potle drehen, a je korlo zažahat, ana tu je bila mera dost ma biti duh cvek. Vsaka čonkula potlej pa šla razklana na 4 lic kraju, ja, če je bil debel drehen na vic, an potlej, kar je bila razklana, je bila porezana ta na lesic. Cvek je bil porezan ta na lesic, an potlej ošpikan ta na čoj. Hrabišče se je porezalo tudi to prve na debelo, z nožem buj šarokin, a potlej pa na fino, z nožem buj tanak. A potlej hrabišče je prišlo pa še ostarženo lepo na fino, s klinjo, tako sam pravil, žene so starhale hrabiščan otroc, an cveke na fino so jih spavčicjan otrocan žene malo postrojili. Hrabje potle, kar je bilo vse tole nareto, so imeli biti nasajene, an tak tu glavi so zvartali
3 jame, lež zhraban kan 7 mm debel tu hlavi, tle 3 jame, ampak tle je ena klinja posebna, za da se je vedublo on, an znoraš posono malo paralihan, da je pašlo lepo, ja, za nabivat smo pravili, je bila čoja, pa prav za nabivat cveke, je bila ena posebna čoja, ena čoja, ki se noca prav za cveke nabivat, tu oni. Potle se vede, smo jali, tle so pašle narede 3 jame, ma če so bili laške hrabje, furkjač, pa so morale biti 2 jame, hrabišče je pašlo spartijeno čez pol, za njih 25-30 cm, porezano, valjeno, taknjeno tutele jame, potle so klali po 20 cvekic, jak so jih klicali bahatini. Ja, takole so bile narede hrabje. Na tisti slik je moja sestra Ana, ta za mizo moj brat Ivo, ta za mizo moja sestra Marta s korpico, a nje spata na bab. Tole zastortiva zastopiti, da ko so nas že od majhnega učili na delo, ko našti stari so teli, a tudi mi se navadimo delati hrabje, vse kar je bilo njih znanje, kar je bila njih kultura, njih delo.